Dobrodošli v novem videu in v novi Bitcoin analizi. Ja, danes imamo spet še eno Bitcoin analizo in danes bo kar zanimivo, zato ker Bitcoin je v bistvu spet boomil, basically cel teden. Zdaj trenutno je že nad 28,000 $, tako da moramo zdaj malo govoriti, kaj to pomeni, kaj v bistvu pričakujem naprej. V bistvu si bomo danes, mogoče malo krajša analiza, pogledali si bomo taka dva setupa, ki se mi zdita zanimiva. Za tako rečemo short term time frame, recimo za naslednji mesec ali pa dva. Zdaj razmišljal sem, da bi coveral tudi kaj shorter term time frame, se pravi, ne vem, za par dni vnaprej, za en teden vnaprej. Ampak se mi zdi to malo tako, ne vem, koliko bi bilo uporabno, glede na to, da delam eno Bitcoin analizo na teden. Dajte napisati, če bi vas to zanimalo, bom mogoče kaj naredil v naslednji Bitcoin analizi. Tako da, dajmo kar začeti spet s temle Gaussian channelom, ki ga zdaj gledamo v bistvu že zelo dolg časa na kanalu, v bistvu že odkar je Bitcoin prišel noter v ta kanal od januarja že basically, tako da že res dolg časa. No, in zadnjo Bitcoin analizo, če ste gledali, smo rekli, da bo imel Bitcoin končno eno tako legit šanso, da closa v bistvu nad tole srednjo mediano. No, in točno to se je v bistvu zgodilo. Kaj smo potem rekli, da bo Bitcoin najverjetneje videl premik vsaj do te zgornje črte, kar se je tudi zgodilo, in da pač mogoče še naprej še česa, ne. Tudi to se je v bistvu zdaj zgodilo. Čakamo zdaj še na closure in pač to je zdaj naslednja area, ki ga moramo gledati, se pravi ta zgornja črta, a bo Bitcoin zdaj closal nad njo ali ne. Bomo si pa pogledali, kaj sledi, če Bitcoin closa nad to črto. Ampak najprej bi res sam v bistvu povedal, koliko dejansko perfektno je deloval spet ta Gaussian channel indikator. Se pravi, ko je Bitcoin prišel noter, smo rekli, da pač vedno do zdaj smo v bistvu videli premik vsaj do srednje črte. To se je tudi zgodilo in pol Bitcoin je bil rejectan od te srednje črte, spet retestil to spodnjo črto, no in pol v bistvu, ki je closal nad sredinsko črto, smo videli premik tudi do zgornje črte in zdaj v bistvu gledamo, a bo Bitcoin breakal tudi zgornjo črto ali ne. Tako da meni se zdi, da je ta indikator spet deloval perfektno, no, tako da ja, v bistvu sem kar zadovoljen s tem setupom. No, zdaj pa, kot sem rekel, gledamo, če se bo Bitcoin closal nad to zgornjo črto. Do zdaj se je v bistvu to zgodilo 4-krat v zgodovini Bitcoina in basically je Bitcoin pač vedno, ko je closal nad to zgornjo črto, je sledil, mislim, kar velik premik ponovadi. Tukaj v bistvu ja, pač brez veze, da to sploh merimo, ker so res veliki premiki. Sicer je retestil še enkrat na to zgornjo črto, ampak mislim tudi, če gledamo ta premik, ne, je to 30%, 25%, tudi če dobimo to zdaj, bi bilo v bistvu kar dobro. Recimo tukaj, ko je Bitcoin closal nad zgornjo črto, smo tudi videli basically več kot 100% premik, ne. Če si pogledamo še dva primera sta. Tukaj smo v bistvu že naslednji candle smo videli premik 62%. Sicer pol enak spet retest v tole zgornjo mejo, no. Ampak če v bistvu opaste ta pattern, ki ponavadi pride po temu, ko closa Bitcoin nad zgornjo črto, je en premik gor, včasih pol retesta spet to zgornjo črto, no. Ampak ja, mislim, v preteklosti je bilo kar bullish, ko je Bitcoin closal nad to črto. Dajmo še klej pogledati. Tukaj isto Bitcoin closal nad to črto, premik klej 112%, pol v bistvu nek tak
lahko bi rekel, retest te črte, čeprav ni šel čist dokle dol, no, ampak ja, v bistvu, mislim, po moje razumete, ne. Da je ta zgornja meja je kar pomembna, no, zdaj trenutno, tako da, ja, to bom zdaj gledal, se pravi to zgornjo mejo, ki je trenutno na 26.258, se pravi, Bitcoin je kar dobro nad to zgornjo črto, no, in ja, v bistvu, če se jutri close nad to črto, kar je pač, kot sem rekel, trenutno več možnosti, da se. Videli smo sicer že večje premike v enem dnevu, kot tole, no, ampak ja, se mi zdi, da če se to zgodi, bo kar bullish za Bitcoin. Bi pa zdaj v bistvu rad pogledal še na istem indikatorju, samo da za weekly time frame, v bistvu pač princip je enak, ne, če si pogledamo za nazaj, vedno do zdaj, ko je Bitcoin, mislim, ko je bil ta indikator v rdeči coni in je Bitcoin zlezel noter v njega, smo videli premik vsaj do te sredinske črte, ponavadi do zgornje črte in pol še naprej, enak tukaj tukaj v bistvu sploh ni prišel pod to spodno črto, se pravi, malo manj ponovitev tukaj na weekly chartu, v bistvu samo 2, zato sem tudi toliko več gledal 5-day time frame pri temu indikatorju na kanalu, no, smo se več fokusirali na 5-day, ampak, kot sem rekel, princip je enak, gledamo zdaj, a se bo Bitcoin closal nad tole črto, v bistvu smo včeraj dobili weekly closure in Bitcoin je basically lepo rejectala, no, ta sredinska črta, kakor vidimo, closal se je malo pod njo. V bistvu, če pogledamo, ta sredinska črta je tudi, kjer je en malo večji CME gap tukaj od poletja, no, Bitcoin ga je pa v bistvu lepo zafilil, te stvari se ponavadi pa zafilajo, no. In ja, kot sem rekel, se pravi, Bitcoin je včeraj, mislim, zdaj prejšnji teden ga je rejectala, no, ta srednja črta, ampak ja, v bistvu gledamo, ko se bo Bitcoin closal nad to črto, oziroma če se bo, pričakujem pa premik vsaj do te zgornje črte, trenutno na 33.000, zdaj pač to lahko traja malo dalj časa, ne, saj smo videli pri 5-day time frame, koliko časa je kle v bistvu se trudil prijeti nad to črto, ne, v bistvu skoraj en mesec, ja, v bistvu več kot en mesec, ja, lih en mesec, no. Tako da ja, se mi zdi, da pri weekly time frame lahko traja še toliko dalj časa, no, ampak s časoma bi rekel, da pričakujem premik proti tem 30.000, pa mogoče pol od tam malo večji pullback, bomo videli. Ok, to je bilo v bistvu to za Gaussian channel indikator. Zdaj bi se pogledal še en drug setup, ki smo se že malo dotaknili na njega v prejšnji analizi, no, ampak je zdaj dosti bolj relevanten, se mi zdi, in to je tale setup, se pravi BBWP proti Stochasticu, se pravi, kaj morate vedeti pri temu indikatorju. BBWP predstavlja volatilnost in basically vsakič, ko pride ta indikator pod 15 percentilov, pol v bistvu, ko se spet expanda in pač indikator je tako narejen, da ko pride na toliko nizko volatilnost, da se bo pač da se bo expandal v vsakem primeru, matematično je tako narejen. Tako da, pol, ko se expanda, smo videli večje premike v preteklosti, če sem natančen klele per 5-day time frame, povprečen premik 43% v 33 dneh, tako da indikator se je zdaj expandal, sicer čakamo še na closure jutri, ampak ja, v bistvu indikator se je expandal zdaj. Ta indikator je v bistvu deloval kar zelo dobro zadnjo leto. V bistvu, če gledamo za ponovitve nazaj čez celo zgodovino,
je stochastic momentum, se pravi tale indikator, vedno zadev smer indikatorja, kam bo šel, mislim, kam bo šel ta premik, ne smer indikatorja. In trenutno je ta stochastic momentum obrnen na gor. No, ampak kar sem hotel reči, kot sem rekel, ja, do zdaj je vedno, mislim, zelo dobro je deloval ta setup, sploh v zadnjem letu. Tudi v bistvu tale, se pravi, zadnja ponovitev tega setupa, se pravi, kle v januarju, ko smo gledali, takrat sem začel delati Bitcoin analize, smo gledali ta setup, da lahko pričakujemo večji premik, takrat je bil Bitcoin 17.500 približno, in smo gledali, da lahko pričakujemo pač 40%, ne pa še večji premik na gor. Takrat so sicer vsi mislili, da sem idiot, mi niso verjeli. Ampak ja, pol se je v bistvu to zgodil, ta premik iz 17 pa vse tam do 24.000, ne. Tako da zdaj v bistvu se nam dogaja dosti ista stvar, sicer indikator je bil malo manj časa pod teh 15%, kakor bi jaz mogoče hotel za malo večji premik, mogoče je malo tak, da ne bo lih toliko velik, no, kakor bi lahko mogoče bil, če bi bil malo dalj časa od spodaj, tako kot recimo klele. Ampak ja, no, po moje še vedno lahko pričakujemo tam, če gledamo spodnjo standardno deviacijo, je premik 35%, se mi zdi, da to je tako. 35% bi Bitcoin prinesel na okoli 33.000, to pa se mi zdi, da dosti se upada z unim, ki smo gledali na Gaussian channelu, se pravi s to zgornjo mejo na weekly chartu, tako da jaz lahko vidim nekako v naslednjem mesecu, da Bitcoin close nad tole črto, pa gre pa proti 33.000. Ja, po mojem je to možno, no, da bi se kaj takega zgodilo. Ampak ja, no, kakor sem rekel, čakamo tukaj še na closure, da se bo 5-day timeframe volatility closel na teh 15%. Idealno bi bilo pol še, da vidimo tudi, da pač prečka moving average in da se moving average tudi obrne na gor, pol bo v bistvu ta setup res se po moje dobro začel, no, če lahko tako rečem. Ampak ja, no, v bistvu lahko tam v naslednjem mesecu, če se tole close nad 15%, pričakujemo malo večji premik na gor, se mi zdi. Tako da ja, s tem je v bistvu zaključil današnjo analizo, kakor sem rekel, malo krajša, malo manj stvari, ki smo jih gledali, no, tako da upam, da vam je bilo vseeno všeč. Hvala, ko ste gledali, pa se vidimo v naslednjem videu.